Glasila sem na četrtek živa, da se je naša skrita slava. To je bila moja diplomska in v bistvu sem se s tem že prej malo ukvarjala, ker so me maske zanimale, psihologija pa te stare mitologije oziroma vračanje malo v staro miselnost oziroma navezavo nazaj. V bistvu zelo velike tukaj simbolike, zelo velike psihologije, pa takih film, tako da je mi zelo potrebno. In je prišlo na te malo na arhetipe, malo na te stare kulture, tako da nisem se navezvala na kakšno posebno kulturo, ampak sem šla malo do afriške, malo do evropske mitologije, malo je bilo severnoameriške. Šla sem pa probala sem nekako simboliko povezati, pa na tako splošno dojemanje vsake živali, ampak v tem prostoru, tudi tako ne zgodno. Eva, ti se pa predstavljaš tukaj z odlitki avtoportretov? Ja, samo glavo v bistvu sem dala naslov. Gre v bistvu za samo glava, res delam vse po svoji glavi, ne. Glede svojih težav, ne, sem hotela se malo tudi v sebe poglobiti, ne. Se tudi nekako najde samo v sebi, kaj v bistvu iščem v življenju. Danes smo na otvoritvi v galeriji Srečišče v hostlu Celica. Tudi sam si arhitekt in si projektiral s sodelavci iz društva Sestava hostel Celica. Pa me zanima, kakšna je sedanja vloga tvoja, kot tudi društva Sestava tukaj v Celici, s katerimi vsebinami zapolnjuje ta prostor in s čim se to ukvarja? Celica je doživela to preobrazbo iz starega vojaškega zapora, v bistvu mladinski hotel, hkrati je pa to res tudi izjemno težek prostor, recimo, ki na nek način ves čas zahteva nekakšen umetniški ustvarjalni prepih, da je pravzaprav odprt za navdih. Zato s kulturnim društvom Sestava tukaj skrbimo tudi za kulturni program, ki pa je v bistvu res vsako leto bolj pester, več kot 110-115 dogodkov na leto organizirano, so pa seveda razdaljeni po različnih dejavnostih. V galeriji Srečišče, tako kot danes, tečejo razstave, ki so na nek način tudi sestave, se pravi s posebno pozornostjo do prostora. Zelo smo veseli, da tako kot danes lahko v Celici vsako leto pozdravimo tudi bero visokih šol, ki se ukvarjajo v bistvu z likovnostjo. Hkrati pa kar nekaj projektov je v bistvu zastavljeno izrazito študijsko in raziskovalno. Na drugi strani imamo vsak torek zvečer etno jam sessione, program, ki je izjemno dobro zaživel, saj se tukaj srečujejo najboljši slovenski glasbeniki etno glasbe, ki v tistih ključnih trenutkih, ko se zberejo, večinoma odprejo pravzaprav glasbo v tej najbolj izvirni obliki, kjer skladbe skoraj da nastajajo sočasno, v bistvu improvizirano. Vmes imamo obilo predavanj najrazličnejših področij, od ekološke problematike do filozofskih spraševanj. To je v bistvu sklop, ki ga imenujemo radovednost, radost v vednosti. Skratka, radi bi pravzaprav dosegli, da se odpiranje prostora dogaja tudi stalno v smislu raziskovanja in iskanja novih možnosti preko zidov in meja. Že ko smo preoblikovali ta prostor, smo si večkrat zastavili nekakšen cilj, da bi tukaj radi odprli prostor za umetnost, ki ni umetna, in znanost, ki ni zgolj znanstvo znaki, temveč prostor prostosti in preprostosti, kjer se dejansko v človečnosti lahko odrazi tale sket večnosti, tiste presežnosti, ki jo umetnost med estetskim in etičnim vedno znova lahko vrne človeku.
krogih v slovenščini imamo